Pozdravljeni, z vami sem Inka in danes bomo govorili o stresnem hormonu oziroma o težavah. Jaz se spomnim, v osnovni šoli sem imela učiteljico slovenščine in brali smo delo Branka Čopiča, mislim, da je to en srbski pesnik. No, v glavnem ta pesem mi je bila na ta način noge v blatu, glava v zlatu, pa še nekaj naprej. V glavnem, in ona po razredu sprašuje, kaj to pomeni. Si predstavljate, 14 let smo imeli takrat. In ona, pač cel razred je bilo tako, ne vem, in ona se obrne proti meni in reče, no, Minka, povej jim. In jaz gledam tako, ne vem. In ona me pogleda tako, kako ne veš. Nisem imela pojma takrat, kaj to pomeni, noge v blatu, glava v zlato. O ja, sedaj točno vem, kaj to pomeni. V glavnem, a povem po domač, bolj ko smo v dreku, ali nas požre ta drek, ali pa je to gnojilo za našo rast. Pač tako je v življenju, a ne? Težave, ta noge v blatu, to so težave. Potem pa, kaj bomo zdaj iz tega vzeli? Kot nauk, kot gorivo, kot gnojilo za rast, ali pa kot živo blato in nas enostavno pogoltne in za nam ostane, ja pač, še vedno blato, a ne? V glavnem, stres, ki se prav zaradi tega, ko brodimo po blatu, se sprošča stres na celični bazi in to potem seveda se odraža na našem zdravju, v našem telesu. Pač lekcije v življenju. No in zdaj, če gledamo, stresni hormon povzroča bolezni, stara. O stresnem hormonu sem pisala o hormonih, ko imajo hormoni žur, ko imajo moški hormoni žur. In zdaj, če pogledamo, kaj se dogaja takrat, ko se pojavijo v našem življenju težave. Stresni hormon vpliva na padec imunskega sistema, na želodčne razjede, bolečine v hrbtenici, šumenje v ušesih, pojav alergij, pospešeno staranje in tako naprej. Ker stresni hormon nam prednostno porablja praktično vse vitamine, vse minerale, ker je to hormon. In hormoni so pač tehnični, potrebujejo A vitamin, B vitamin, C vitamin, potrebujejo aminokisline, tako kot vsi ostali hormoni. In če nimamo pač dovolj teh hranilnih snovi, enostavno prednostno porabi vse stresni hormon in potem tudi, če zmanjka za obnovo, pač zmanjka. No in v bistvu so delali raziskave na miših in dejansko so prišli do zaključka, to je Inštitut HeartMath v Ameriki dejansko naredil ta preizkus. Miši so dali na električno mrežo in na tej mreži so jih kratkotrajni sunki te elektrike stresali. In če so miške imele dovolj časa, da so se opomogle po stresu, ni ta stres na njih pustil nobenih posledic. Ampak miške, ki pa niso uspele niso imele dovolj časa, da bi se opomogle, so dejansko v kratkem času se postarale, zbolele in umrle. Zdaj seveda mi smo bolj trdoživi in dolgotrajni, tako da ne gre tako hitro, ampak dejansko se zgodi zelo, zelo podobno. No in kaj se potem zgodi? Zdaj moramo razumeti, ne? O tem sem že govorila v mojih videih, ampak naj ponovim. Stresni hormon se proizvaja v nadledvičnih žlezah in nadledvične žleze so tukaj odzadaj pač nad ledvicami. To je v bistvu kot ena kapica na vrhu ledvic. No in tukaj noter se proizvaja pač ta stresni hormon, ki v bistvu je potreben stresni hormon kortizol, da smo živi, da delujemo. Recimo, ljudje, ki zgorijo, pride do tega, da se jim pa tudi ta stresni hormon ne proizvaja več in so v bistvu že zjutraj brez energije, so mrtvi in nimajo pospeška. In zato potrebujejo toliko časa, da pridejo k sebi, ker dejansko so pregoreli. Tudi stresni hormon se ne proizvaja več. Ampak dokler se pa proizvaja stresni hormon in nismo pozorni na to, da naše telo nima časa za regeneracijo, da se nikdar ne umirimo, da se začne pojavljati nespečnost in kup drugih težav, dejansko
se pa dogaja to, da se staramo. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi v nadledvičnih žlezah, če se zvečer stresni hormon ne umiri in se začne proizvajati drugi hormon, ki nas pa pomlajuje, obnavlja, poskrbi za regeneracijo, to je hormon DHEA, se dejansko zgodi v našem telesu, da vodi to v pregorelost. No, zdaj pa poglejmo ta hormon. Hormon DHEA je odgovoren za obnovo telesa, za topljenje maščobe okrog trebuha, predvsem je pa pomemben ta hormon za žensko menopavzo in za moško andropavzo. Zdaj pa zakaj? Ker dejansko starostjo, ko pridemo tam v 50 leta, nekateri prej, nekateri kasneje, ampak tam nekje okrog 50 let, pride do tega, da začnejo spolni hormoni pač počasi usihati, gremo iz rodne dobe v obdobje zrele ženske, recimo ženske, ne? In to pomeni, da jajčniki nehajo proizvajati jajčne celice, ampak spolne hormone, estrogen, progesteron pa še vedno proizvaja telo, ampak prevzame to nalogo nadledvična žleza. Zdaj upam, da nisem preveč zakomplicirala. Se pravi, v menopavzi naše funkcije, ki jih drugače imajo jajčniki, prevzame nadledvična žleza. No in nadledvične žleze tam se proizvaja. Prav iz hormona DHEA se proizvajajo spolni hormoni. Se pravi, zdaj je vprašanje, kako poskrbeti, da se proizvaja čim več tega hormona DHEA in da se zmanjša stresni hormon, ki povzroča staranje. No in ta čarobni hormon DHEA vpliva na to, da se dobro počutimo. Se pravi, da se v telesu tvori premalo hormona DHEA, občutite kot kronična utrujenost, napad tesnobe, panike, pridobivanje maščobe na predelu trebuha, depresija, malodušnost, bolečine v sklepih, oslabljen imunski sistem, zmanjšana spolna sla, zastajanje limfe, zabuhel obraz, se pravi tudi pojav celulita, otekli podočnjaki, suhi in razpokani lasje, izpadanje las, hitro sivenje, pridobivanje telesne tolšče na splošno in napihnjen trebuh. In ta hormon DHEA, dejansko ga proizvedemo vsako noč, če spimo. Se pravi, dovolj zgodaj v posteljo. Skuram spat. Veste, kdaj grejo skure spat? Ko se večeri, one utihnejo. In zanimivo, če vi začnete prakticirati to, da prej greste v posteljo, da zvečer izklopite televizijo, da enostavno ne gledate več televizije v večernem času, vi s tem pomagate, da vaš nivo kortizola, stresnega hormona, pada, da se obnavljate. In zdaj pa še ena pomembna zadeva. Če zvečer jeste beljakovine in zelenjavo, se pravi, kaj je za večerjo? Mocarelo pa paradižnik, recimo. Lahko beljakovinski kruh iz ajde, lahko jeste ajdo zvečer, lahko jeste ajdove žgance in kislo mleko zvečer, ampak ne smete jesti belega kruha, belih testenin, riža in tako naprej, ker to zapaca vaše celice. Dobesedno za 5 ur upočasni delovanje, sproščanje vaših celic. Potem, če v večernem času vzamete omega-3 maščobno kislino, to je 1000 mg omega-3, če vzamete zvečer 1000 mg C vitamina, potem pa vaše telo potrebuje E-vitamin. E-vitamin vemo, da ga dobimo v vseh kalčkih, recimo, če jeste ajdo zvečer, dobite E-vitamin. Če vzamete neko prehransko dopolnilo, ki ima noter vse vitamine pa minerale, če zvečer vzamete A-vitamin. A-vitamin je barvilo, ki se nahaja v vsej barvasti zelenjavi. Recimo, v paradižniku je likopen. Likopen je predstopna A-vitamina, ki je potrebna za izdelavo tudi hormona DHEA. Potem naprej potrebujete kalcij. Pojmo spet na ajdo. Če zvečer jeste ajdo s kislim mlekom, dobite dejansko kalcij. Magnezij, v večernem času, če jeste ajdo, imate noter magnezij. Silen, če jeste ajdo, imate noter silen. Potem imate pa aminokisline in maščobne kisline omega-3. V glavnem, dejstvo je, da če vi zvečer jeste pravo hrano,
če ugasnete televizijo in ste čim manj v stresu, da poskrbite za kakšen lep občutek, da mogoče samo posedite ob sončnem zahodu in opazujete sončni zahod, s tem boste že pomagali vnesti več miru v vaše celice. Če zvečer delate stvari, ki vas osrečujejo, avtomatično vnašate v vaše celice več miru. In s tem, se pravi, če ste mlajši, se vam tvorijo ponoči tako hormon DHEA, kot spolni hormoni, kot vse ostali hormoni za obnovo, kot je rastni hormon. Če ste v mojih letih, no, jaz sem zdaj, se pravi, letos dopolnila 54 let, če ste v mojih letih in starejši, pomeni, da v večernih urah in potem po noči proizvaja telo rastni hormon in hormon DHEA in seveda tudi spolne hormone in avtomatično se pomlajujete takrat, ko spite. Tako da, večerja je ključnega pomena. In seveda, kaj me stresira? Včasih pridejo pač temni oblaki v naše življenje in takrat, ko pridejo temni oblaki, dejansko vsi se tega učimo, čemu bomo dali svojo pozornost. Ali bojo te težave, to blato, dobesedno nas zagrne, ali pa poiščemo neko pot in dovolimo, da nam stvarstvo včasih ponudi pomoč preko ljudi, naključij, preko čudežev nenazadnje in se zgodi nekaj, da lahko gremo naprej. Vedno se poučimo to zaupati, da nas to prijazno vesolje podpira. Zaupati v to, pa verjeti, da nas naša duša neizmerno ljubi. Zaupati v to, da nas stvarnik ljubi in da smo vedno podprti. Ker glejte, včasih, ko pridejo ti temni oblaki v naše življenje, pa človek izgublja vero, a ne? In prav ta vera je pa ključ do tega, da se ti odprejo neka nova vrata naprej, da se pokaže neka pot, da se odprejo nove priložnosti in da lahko greš naprej. Pač nihče od nas ni izvzet, pač nihče. Vsi se nekaj učimo in jaz verjamem, da prihaja ta nova doba. In ta nova doba bo doba ljudi, ki imajo dobro srce. Zdaj seveda vsi lahko opazimo v svoji okolici ljudi, ki na eni strani so zelo dobri ljudje, ki nam pomagajo, na drugi strani so pa ljudje, ki so škodoželjni. Pač to je normalno, to je človeško. Ampak prihaja nova doba. In ta nova doba je doba lepših odnosov. Verjamemo to, res iskreno verjamemo to. Se spomnite pesmi Majde Sepe, ko je pela: med iskrenimi ljudmi so preproste vse stvari. Tam ne obstaja laž, ker je ni potrebna, ker je samo iskrenost. In med iskrenimi ljudmi so res preproste vse stvari. In res verjamemo to, da prihaja nov čas, da smo tik pred tem, da se bo zgodil nov čas. Ker se spomnite, leta 2012 so vsi govorili o zaključku nekega obdobja, govorili so o majevskem koledarju, kako se zaključujejo neke zadeve. In potem tisti, ki vas zanimajo te zadeve, in mene tudi zanimajo te zadeve, se nič ni zgodilo, nič posebnega. Ni bilo velikega poka, ni bilo konc in tako naprej. Vemo, da ta veliki konec se je obetal že leta 2000 pa tako naprej. In še vedno se nobenega konca ni zgodil. Ampak verjamem pa v to, da smo v nekem prehodu. Verjamemo to, da gremo naprej, da ta cikel, ki gre naprej, bo pripeljal do tega, do te nove zemlje. Res verjamemo to. Zdaj, kdaj, nihče ne ve, stvarnik ve, ampak na koncu vse ni pomembno. Če delaš dobro, se ti na nek način dobro vrača. Ne pozabi na to, kar enkrat je gospod rekel, pač je štoskal. In je rekel, nekdo je prišel pred svetega Petra,
pa je rekel, ja, veš, ne vem, če te lahko spustim naprej, si pretepal ženo, to glih ne gre skupaj. In ta človek se zagovarja, zdaj ne vem, če bom prav povedala, reče, ja, ampak sem po drugi strani to delal dobro ljudem, pa se zgliha. Ne vem, če gre na ta način, ne? Na eni strani nekoga pretepaš, na drugi strani se pa zgliha. Gre se za to, da pač vedno delamo dobro. In takrat, ko ne moremo delati dobro, pač ne delamo nič, predvsem pa ne škode. Tako da, ja, delamo dobro in tudi če ta trenutek so noge v blatu, je lahko naša glava v zlatu in razmišljamo o tem, kaj vse še sledi, kako nas čaka boljša bodočnost in verjamem, da svojo vibracijo ustvarjamo, smo zavestni soustvarjalci sveta, ki nas še čaka. Tako da ustvarjajte dobro in boste vedeli, dobro se vedno z dobrim vrača. Uživajte, vse dobro vam želim.